ko obrambni mehanizem odreže občutja, odreže z nekim namenom, z neko obrambo. In tle je zdaj nastal trikotnik. Trikotnik, se pravi, sem jaz, je moj mož in je njegova mama konkretno. Okay? In to je naš trikotnik. Mi gremo tja, kjer je ta občutek, da je to nastalo, ali gremo v ta dialog, neverjetna moč je, ko pripeleš recimo pradetka, vidiš absolutno točnost. Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moja gostja je Ana Rokvič, psihodramska psihoterapevtka. Bravo. Strašljivo. Sliši se tako, strašljivo, ja. Ana, midve sva se odločili, da se tikava, malo bomo zmehčali vse skupaj. Ja, dajva, res ne zgledaš psihodramska psihoterapevtka. Ker si niti ne predstavljam, mislim, seveda si, ker sem se pripravljala na intervju, ampak do takrat pa ne. Kaj je to psihodrama? Mislim, zgleda nekaj v bistvu nevarnega in težkega. Ne bi si predstavljala, da je to nekaj, kar lajša duša in kar človeku pomaga. Ja, beseda psihodrama je zelo velika in težka. Ja. Psihodrama je sicer psihoterapevtska modaliteta, je prav priznana psihoterapevtska smer in je v bistvu že 100 let zelo v akciji in zelo pomaga ljudem po celem svetu. Prvo so Sloveniji šele zdaj prišla pred kratkim, v bistvu zdaj nekih 10 let je to nekaj, kar tudi v Sloveniji postoji, ampak ta beseda psihodrama je pa nekaj zelo velikega in tako sliši se psihodrama. Kako bi v bistvu predstavila? V praksi pa gre za to, da se odigrava prizore našega življenja. Ja, ampak kaj to pomeni? Recimo, da jaz pridem k tebi na terapijo. Deva tako mogoče, ja. Pridem k tebi na terapijo Dobro. In ti povem, da imam neke težave. Recimo, rečem, jaz imam pa zdaj partnerske težave. Dobro. In nekaj o tem povem in kaj ti potem narediš? Se pravi, zdaj dve opciji sta psihodramske terapije. Ena je individualna terapija, se pomeni, sva mi sami in postavijo zdaj to na sceno, lahko tudi z nekimi figuricami, little people jim rečemo, ali pa stoli in vidimo, kaj se tle dogaja. Kako kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Ja, seveda. Postavimo direkt noter stol en, stol drug, in jaz rečem tebi, izvoli pa je to vlogo tvojega partnerja, kaj ti sporoča, kaj se dogaja. Tako. Recimo, ko smo pa v skupini, imamo pa si ti, se pravi, protagonistkinja, mi imamo ostale člane, ki te v tem podpirajo. Se pravi, zdaj, kdo bo igral tvojega moža? Kakšen je občutek? Občutek je, da sem zelo osamljena, da me ne sliši, ne vem, zdaj improviziram, Dobro, kdo bo občutek osamljenosti? Ja, ali pa recimo, moj mož ima občutek, da ima še da je še ena ženska, ki mu je zelo pomembna. Lahko je to tudi njegova mama. Dobro, gremo pogledati. Trikotnik. Se zgodi trikotnik, še ne občutek, kaj se dogaja. Na kaj te to spominja? In ti lahko rečeš, ja, vse tako je bilo v moji družini. Absolutno. Pač to je tako sta moja mama pa oče živela. Ja. In potem gremo v to sceno, rečemo, koliko si stara. Stara sem 5 let. In potem gremo v te scene otroštva, kjer so te rane začele nastajati v bistvu in gremo v reparacijo tega. Odgovore pa jaz konkretno dajem. Se Odgovor, pravi, ti me kot terapeutka sprašuješ. Tako, ampak vse je v akciji. Ni tako, da se me zdaj pogovarjava. Ni na razumski ravni. Ne, zelo prehiti. V bistvu telo body keeps the score. V bistvu telo prehiti ta kognitiven del. In v bistvu dostkrat ljudje, ki so zelo kognitivni in so zelo v glavi, bi temu rekli, lahko veliko dobijo ravno na psihodramski terapiji. Ker je vse v akciji, ker je vse občutek v telesu. Včasih pa gremo, kje je občutek v telesu? Občutek imam tukaj, recimo malo tesnobe, kaj se dogaja. In gremo recimo v to. In potem, ko prideva me do tvojega... Kaj ti pove recimo? Kaj ti telo pove? Kaj če te boli neki recimo v jetrih ali pa neki v želodcu? V jetrih te neki, recimo pa imaš nek simptom. Konkretno, jaz sem imela težave s križem. Recimo, dobro, in smo šli pogledati moj križ. Bodi križ, dober dan, Anin križ, živo. Kaj se dogaja? In potem si ti v vlogi tega simptoma, oziroma v vlogi tega dela telesa. To se pravi, nisi v vlogi samo oseb, ti si v vlogi lahko križa. Tudi emocije, vse. Emocije. Recimo, zanimivo je, tako vedno rečemo, ko postavimo psihodramsko sceno, postavi se cela dnevna soba, mi gremo zdaj v otroštvo, spet se vrnemo, zdaj prepletam 2 zgodbi, ampak gremo v tvoje otroštvo, postavimo, tam je bila televizija, ponovadi je televizija, vedno ima kaj televizija zapovedati, in tako, nič ne vidim, nič se ne dogaja. Pa je to vloga televizije.
In pol televizija je že vse videla, kaj se je dogajalo v tej sobi in zna marsikaj povedati. Kaj takega. Se pravi, vstopaš v različne časovne komponente, kako bi rekla. Ja, bistvo je, da odkrivaš, kje so tvoje rane in da greš potem v reparacijo tega. In dobiš informacije iz nekega spomina, ki ni na razumski ravni. Zelo pogosto pridejo klienti, ki nimajo nobenega spomina v otroštvu. Se pravi, ni. Začne se nekje 12. Ja, obrambni mehanizem, ne? In potem gremo v bistvu s telesom, gremo noter v sceno. Kaj vidiš? Nekje rumenga, kaj je to rumenga? Ja, neka luč, luč, tle je luč, in počas postavljaš, mic po mic. In to se je izkazalo, da res, vem, da ne moreš dokazati, kaj je bilo 30 let nazaj, ampak da ta luč, ki jo vidi, da zares je luč, ali da samo on se nekaj spomni, pa mogoče sploh ni luč. Da nekaj predvideva. Da nekaj predvideva, ali pa da se je napačno zapomnil. Bistvena ni ta luč, ampak je bistveno to, kako se je on počutil v tem obdobju. In potem, ko daje prostor tem občutjem, kar je novo, recimo, ko obrambni mehanizem odreže občutja, odreže z nekim namenom, z neko obrambo. In ko jaz lahko sprejmem občutja, ki so se meni zgodila v otroštvu, lahko sprejemam tudi, da je bila tam luča, tam luč ni bila. Zares. In to je bistveno v tem procesu. In enako je s transgeneracijskimi zgodbami. Včasih imamo zelo malo informacij o tem, kaj je res bilo. Ne vemo, moja mama ni govorila, moj oče ni govoril, nobenih informacij nimam, ampak dejansko na sceni, ker to je v naših telesih, to je v našem genskem zapisu. Ja, to je bistveno. Se to postavi. Tudi če je nekdo že umrl, še vedno lahko prihajaš do informacij, kjer si ti ujet v bistvu v odnosu z njim, čeprav je on že mrtev. Ampak je v tvojem telesu oziroma v nekem tvojem delu nezavednega ali podzavestnega ali kakorkoli. To je zelo dragocena knjiga, Podedovane družinske travme, o kateri danes bova tudi govorili oziroma že na nek način govoriva. Drugače revolucionaren pristop k preoblikovanju travmatične dediščine, ki se v družinah prenaša iz generacije v generacijo. To zdaj že danes to že vemo. Ko sem jo pa brala, sem se pa vprašala, koliko dejansko se zavedamo, da stvari, ki jih izrekamo, ki jih doživljamo, ki jih prenašamo naprej, koliko dejansko mi se tega zavedamo, da to ni naše. Recimo, in tu ta knjiga v določenih nalogah sprašuje, recimo reče, zapiši, kater je tvoj problem. In ti zapišeš problem, nimam denarja, recimo. Premalo imam denarja, ne? Zapišeš ta problem. In potem te on vpraša, a je to res tvoj stavek? Kdo je ta stavek toliko krat izrekel in se ti res spomniš? To je pa ta človek ves čas govoril, nimamo denarja in zdaj si ti podedoval, recimo, ne, ali pa povzel ta stavek in dejansko živiš ta problem pomankanja denarja, ki morda sploh ni tvoj, ki se te sploh ne. In tega je zelo veliko. Koliko sploh živimo svojih življenj, zares? Dejansko to ni novo, da nekaj, kar se je dogajalo v naših družinah, recimo na nivoju te neke individualne travme, da je nekaj, kar ponavljamo. Ne? Ampak tudi ta del transgeneracijski ni tako nov, zdaj smo začeli o tem govoriti. Ne? Nekaj, kar v bistvu, ne vem, recimo bom dala primer konkreten. Mi smo zdaj pregovorili, da bi pogledali partnersko, kaj se dogaja, in tle je zdaj nastal trikotnik. Trikotnik, se pravi, sem jaz, je moj mož in je njegova mama konkretno. In to je naš trikotnik. In jaz vidim, da tudi jaz sem imela trikotnik v svoji družini. Ne sem, da ima on trikotnik, vedno potrebo po tem trikotniku, ampak tudi v moji družini. Recimo ta triangulacija, nekaj, na kar smo vedno pozorni, kot da je to nekaj transgeneracijskega. In potem gremo naprej in vidimo, da so trikotniki v bistvu iz generacije v generacijo, iz generacije v generacijo. In da je to nekaj postal ta invisible legacy, dediščina. In to je recimo, ali pa velika skrivnost, ali pa jaz proti, jaz sama proti celemu svetu. In kako se to potem reši? In potem dejansko v psihodrami gremo dejansko noter. Če se 500 let ni rešili, kako se potem reši? Mi gremo tja, kjer je ta občutek, da je to nastalo, ali gremo v ta dialog, neverjetna moč je, ko pripeleš recimo pradetka, vidiš absolutno točnost te prisotnosti. Ne vem, ampak ko gre v vlogo, kako postanejo nekako popolnoma drugi ljudje, enostavno postanejo ta človek. Kot da ta duh govori čez njih v bistvu. Ja, in v bistvu ta del, da se spusti, da se lahko spusti. Zdaj različni rituali so, Marko, on tudi razlaga, Marko Lin, on tudi razlagal. To je avtor te knjige, ja. Tako, on tudi razlagal nekih teh, kako bi recimo samo pomoč, katere so opcije, ima smisla. Ja. Ampak tako je pa bistveno v bistvu najprej razumevanje tega in ta integracija. Kaj to je in potem razreševanje tega spuščanja, teh nekih vzorcev.
In to mora iti čez telo, čez čez razum, čez telo, čez psiho, to je cel ustroj, to ni... To je cel organizem. To je cel organizem, ki to drži oziroma ki to varuje, bom rekla, ne, zato sploh lahko taka stvar preživi 5 generacij. Če bi bilo tako enostavno, bi to... Recimo tudi te družinske skrivnosti, ne, to je meni zelo zanimivo, tudi jaz sem jih odkrila velike, ne, v družini recimo in v preteklosti in sem šla na to pot in zato vem, kako je to zelo pomembno, če si ti ta, preko katerega bodo določene skrivnosti prišle ven, razreševati, ne, ker v bistvu mislim, da res nima vsak človek, bom rekla, če gledamo eno linijo nekih 4 generacij, mislim, da nima vsak človek te linije sposobnosti, da bi to skrivnost pripeljal na plano. In gre, in preskoči generacijo in pač pride na drugo generacijo, morda bo v tej generaciji nekdo, ki bo to razrešil, to rodbinsko skrivnost. Ja, in ponavadi so to zelo temačne stvari. In v bistvu ne gre za to, da mi prelagamo odgovornost, rečemo, vse to so naši predniki, zato sem jaz to nemoči, ampak ravno nasprotno iz tega prevzemanja odgovornosti in razumevanja, da je to nekaj globjega. In tako se dosti hitro na sceni, recimo psihodramski, se zelo hitro vidi, ne morem govoriti, zakaj ne? Ne vem, ne smem. In kaj potem narediš? Prepovedano mi je. In potem rečem, jaz recimo konkretno rečem, ok, da se malo vizualizira ali pa gremo prav postavimo, levo, desno stran, recimo mama, oče. In potem po kateri liniji, od kje ti pride ta informacija. In zelo hitro postane jasno. Ni tako, da dvomiš, ampak zelo ti hitro postane jasno. Ne, moja mama ni imela skrivnosti, ne, pri nas ni imela, pri nas se je vse... Zanikanje čisto, ne. Ampak pogreš pa naprej. Lahko je zanikanje, lahko pa pri mami dejansko tega občutka ni bilo. Ampak je bilo sem, recimo, pri babici. Ali pa pri pra, ali pa kakorkoli. Oziroma tudi te prepovedane ljubezni, velike skrivnosti. Tudi zdaj v bistvu v času covida, v času te vojne, v bistvu se veliko enih stvari dogaja. Naše travme so lahko moje, individualne, lahko so transgeneracijske, lahko so pa kolektivne. To je pa to, kar se nam zdaj vse dogaja. To bi me zelo zanimal tvoj komentar. Jaz sem presenečena, namreč na družbenem omrežju sem že kar več kot desetletja, ne? In res, preden ni prišla ta epidemija in ta čas, ki se mi zdi zelo čuden in precej drugačen od tega, kar smo prej živeli, nisem opazila, koliko stvari bruha, bom rekla, iz ljudi ven. Tega nisem opazila, mislim, da tega res ni bilo, lahko me popraviš, ampak kaj se nam dogaja? Je možno, da nam je ta čas, ko smo bili tako zaprti in ko smo bili postavljeni v nek nelagoden položaj, kjer nisi mogel živeti več po istem avtomatu, navadah in vse tako, ne, brez omejitev, da nas je pritisnila, da ven prihajajo mogoče rodbinske travme, mogoče podzavestne ujetosti, mogoče neke... Ja, zelo veliko se nam je zgodilo, se mi zdi, da vsem nam. In mislim pa, da tudi ni neke generalne zgodbe. To je, se pravi, to je kolektivna travma, kar se je zgodilo in to je nekaj, kar je pritiskalo na nas. Kar je pritiskalo na nas osebno? Na nas osebno, seveda. To je nekaj, kar osebno pritiska name. Ampak zdaj, a je to neka tema, ki je moja transgeneracijska, da jaz se počutim recimo, konkretno pri nas v Sloveniji je bila močna ta debata, ne sem pri nas v Sloveniji, na globalni ravni je bilo cepljeni, necepljeni. In veliko smo se ukvarjali prav na to temo na psihodrami. Recimo, jaz edina necepljena, vsi moji so cepljeni. Ali pa nasprotno, jaz edina cepljena, vsi ta moment. Ali pa ločitve zaradi cepljenja, necepljenja. Ali pa ne, to pa je za mene in kaj se dogaja. Razpadali so prijateljstva, razpadali so zakoni zaradi tega. Tle je ogromno enih transgeneracijskih zgodb prišlo ven. Ogromno. Recimo konkretno, če dam en primer, jaz edini necepljen, vsi proti meni, vsi cepijo. Ok, kaj se dogaja. To je že nek moment, kjer sem jaz proti celotni družbi, to je že neka tema, ki je lahko tle. In v bistvu je potem to, da jaz razumem, kaj se tukaj dogaja, a se želim tako počutiti. In dejansko ni to nekaj, ampak je to nekaj, kar se mi ponavlja v življenju. Vedno sem jaz proti. Ta neka osamljenost. Kakorkoli bi že to bilo, ne? Ja, in zdaj pa imam pa tega dosti, zdaj bom pa še posebej proti in je še bolj zaciklano. In je to nekaj, kar je osebno. In potem gremo v razreševanje tega, kaj se tukaj dogaja. V bistvu zaradi tega, da lahko lažje živiš. Ne mislim, da nimaš svojega mnenja, nikakor ne govorim o tem. Ne govorim o tem, da bi vsi mogli imeti enako mnenje, ampak govorim o teh občutjih, ki pridejo zraven tega ravnanja. Ja, se pravzaprav ta človek sam sebe zelo omeji na stalno iste stavke, na stalno iste misli. Sej on ne more zares razprešti
v svobodi nek svoj pogled, ne vem, sprejeti širino življenja, sprejeti globino življenja, če se umi samo na prav narobe ali pa jaz, on. Neka rigidnost. V bistvu psihodrama, zdaj tako, jaz sem že navajena te besede, ampak vem, da ljudje niso, je v bistvu osnova psihodrame je ravno kreativnost in spontanost. Predvsem spontanost. Super. In na nagrobniku Morena piše človek, ki je v psihiatrijo vnesel humor. Ogromno humor je. V bistvu ta ne kot beg, ne kot jaz bežim v humor, ampak v ta v bistvu... Sproščam, spontan sem. Zdravim. Ja. In to je bistvo psihodrame. Kakorkoli, ne glede na to, katere teme so, ali so res iz tukaj, iz moje družine, ali so transgeneracijske, ampak gre za to, v bistvu, da odkrivamo, kje so rane in da gremo v reparacijo. Mi gremo potem spreminjati te dogodke, da jih jaz doživim na drugačen način, da lahko spustim, da lahko lažje živim in da pustim svojim ranam, da se začnejo celiti. S tem, da je treba v bistvu upoštevati tudi to neko kolektivno, ki smo se že v bistvu malo dotaknili tega, kje mi smo kot narod. Ker ko delaš z ljudmi iz različnih delov sveta, recimo tudi online in tako, je treba upoštevati tudi, kje so. Tudi zdaj, ko bom jaz delala z begunkami, je tudi ta del, seveda, tudi ta velika travma, ki se jim dogaja, ampak tudi to okolje, z katerega so že neke nevidne. Kolektivne rane, samo ker prihajaš iz tega okolja, si že del tega. To je bilo zanimivo, recimo, kako krščanstvo zaznamuje, recimo tudi ljudi, ki nikoli niso v cerkev vstopili, ampak so v družbi, kjer krščanstvo prednjači in se na nezavedni ravni navzamejo tega ali pa iz prejšnjih rodov. Ampak nikoli v cerkev vstopil. Pa rane krščanstva, tega, kar vemo, da so krivde in krivda je zelo slovenska. A res? Pri delu, ne, seveda je človeška, ampak tako za naš narod, recimo, ravno ko me zanče ena vprašala, kaj pa bi ti recimo rekla, da ko delaš, ta krivda je tako zelo naša. Ampak to pa je, zdaj bom rekla nekaj klišejskega, ampak po moje je to majhnost, no? Mislim, to je vprašanje, kje je bil prostor za izražanje jeze, a ne, v meni. Mislim, majhnost naroda, to, da nas je samo 2 milijona. Majhnost naroda, da za to. Ne vem. Je v bistvu tudi ta, kje je bil vedno slovensko, zgodovinsko gledano, v bistvu, kje je bil prostor za Slovence. Seveda majhnost, ampak tudi tako, kje smo mi, kje je moja varnost v tem, kar sem. In je razlika med krivdo pa med odgovornostjo. Jaz ne govorim o tem, da ni treba prevzemati odgovornost, ampak pajcanje v krivdi je to, kar nima smisla. Da jaz razumem, kaj sem narobe naredila, prevzemem odgovornost, probam to rešiti, razumem za naprej, ampak ne pa to biti v nemoči in biti v krivdi. Ta del je zelo, zelo močen. Vstati notri. Kako, še glede družinskih skrivnosti oziroma teh podedovanih travm, bi te še vprašala, kako človek, recimo zdaj nek gledalec, gledalka, ki gleda, kako on prepozna, da je na njem, da so na njem družinske travme. Saj mislim, da jih vsi imamo, ampak eni v manjši meri, eni pa res v večji in bremenijo življenje. Kako lahko to ve, da ima to? Da je nosilec teh družinskih travm večjih? Dobar, zdaj, recimo, prav v tej knjigi so neki rituali, kako je možno, recimo, pisati pismo mami, pisati pismo očetu, zamerim mami to, zamerim. Ampak to je spet nekaj, kar se veže na družino. V bistvu, včasih so neke stvari, ki so tako velike, kot da nimam, kot da sem v nekih okovih nečesa, kot da ne morem, nekaj, kar ne morem, nekaj, kar ne smem, nekaj, kar je malo večje kot jaz, na ta način. To je ponovadi ta občutek. V bistvu v psihodrami, recimo v transgeneracijski psihodrami, to je pa Anne Schutzenberger, ona je v bistvu vedno iskala ta fil ruš. V bistvu vedno se išče ta rdeča nit tega in vedno si pozoren zelo na narativo tega, ki govori. In potem vidiš, kaj se tle dogaja. Tako zelo hitro na sceni, zelo hitro postane jasno, da je tle še nekaj večjega. Preko telesa. Ampak v tem razumevanju, kako vedeti, da so to neke transgeneracijske travme, bi jaz rekla, v psihodrami je zelo pomemben, ne samo v psihodrami, tudi v drugih terapijah, ampak ta tukaj in zdaj. Kaj se meni dogaja, kje so moje občutje, kaj je nekaj, kar je mogoče večje od mene same. Na ta način tukaj se pojavljajo transgeneracijske teme.
Še nekaj. Dostikrat slišiš od vseh, recimo, mi smo kar navajeni reči, pa to je noro, ne? Noro. Ta beseda noro je za dobro, za slabo, za udno, za drugo. Dobra beseda. Noro, ne? Kaj to govori o nas? O tej norosti, je to, zdaj ne vem, je ta noro popularen tudi v Ameriki, pa v Italiji, pa v Angliji, pa v Srbiji, ali je to kaj našega? Jaz tudi recimo govorim, pa to je noro. Ampak tako bolj... Kar nekaj prijetno je to izreči, ampak zakaj mi izkusno to norosti govorimo? Noro se zabavim. Noro dobro. Jaz v bistvu... Ali pa bolano, ne? Mogoče nisem ta prav naslov za to vprašanje, ker jaz osebno ne mislim, da ljudje, ki imajo težave s svojo duševnostjo, mislim, da imamo vsi vsaj delno težave, nekje, nekatere stvari lahko sami rešujemo, nekatere ne. Ampak tudi, ko nekdo reče duševno bolan, se mi zdi to velika stigma, zelo velika stigma. Tudi, ko delam z ljudmi, ki so bili v bistvu na psihiatriji, tudi, ko sem delala pripravništvo na psihiatriji, v bistvu ta stigma je v naši družbi zelo problematična. In ko jaz rečem noro, jaz osebno to nikakor ne povezujem. Sveda, z duševno norostjo. Ampak z neko vzhičenostjo. Ko rečem noro, se zabavajte. Ja, sej, ampak zakaj rečemo noro, zakaj ne rečemo zelo ali pa... Noro, je beyond. Skrajno se zabavamo, ne? Je pa to zagotovo se zaprašati, kaj se tukaj dogaja. Ima smisla. Recimo, to bi bila narativa, ki bi imela smisla. Ampak tukaj, če bi se tako pogovarjali v terapiji in bi rekla, zakaj govorimo noro, bi se rekla, kaj se dogaja. Zakaj to, seveda, ti si v vlogi novinarke, ampak zakaj je to nekaj, kar je tebi povleče? A veš, in pol gremo pogledati. A je to nekaj, kar v moji družini ni bilo nikakor, je bil, veš, nekdo, ki je bila neka skrivnost, ali tako, recimo, zdaj dajem primer, ne govorim o tebi konkretno, ampak tako, ampak zakaj noro, Ana, zakaj noro? In pa kaj se dogaja? V bistvu psihodrama išče odgovore na način, da ti prideš do odgovorov. Ne da, veš, tako, seveda mora terapeut vedeti na neki analitični ravni, kaj se dogaja. Pa tudi biti zelo pozoren. Supervizija, intervizija, to se štima, absolutno. Zelo pozoren na vsako stvar, ki lahko da ta odgovor, ki ni racionalen, ampak odpira nove poti v notranjost v bistvu. Mislim, ta knjiga, moram reči, da mi je odprla kar nekaj pogledov, predvsem res od prejšnje rodove v to, kaj je tvoje, kaj ni tvoje, pa ne v smislu, da ti ne bi sprejemal prejšnjih rodov, ampak da bi videl, česa ti res v svojem življenju ne potrebuješ, kaj te bremza, kaj ti ne pusti, da bi svobodno kot ptica poletel. Kaj za spustiti, In v bistvu ni... In za vsakega človeka, ne samo zame, za vsakega sem razmišljala, za vsakega, ki ga srečaš in ob njem začutiš bremzo, ker toliko smo že intuitivni, da nekje začutimo, kaj ta bremza? Recimo med nama je ni nobene bremze. Se pa zgodi, da začutim to bremzo, pa se normalno isto pogovarjam, ampak čutim. In tu si mislim, kje je tu neosvobojeno nekaj? Kaj se dogaja? In tako gremo lahko konkretno. Recimo, če bi ti rekla, nekje sem čutila bremzo. V službi sem bila z nekom in sem čutila bremzo. Gremo pogledati, kaj se dogaja. Ker to, da ti čutiš bremzo, je nekaj, kar se s tabo dogaja. In pa gremo pogledati. Recimo, In potem zelo lahko veliko stvari, dobro, zdaj v psihodramski, ampak tudi teh transgeneracijski, recimo en način, kako se transgeneracijske psihodrame, en od načinov, je prav ta genosociogram. Ne sem genogram, ampak v bistvu, da ugotavljamo, kje je bila ljubezen, kje je bilo sovraštvo, kje je bilo, in se prav riše. To se v bistvu taka veliko s papira in se potem vse gor riše in se vse daje gor na sceno. Na ta način. Ta transgeneracijska psihodrama je tako zelo zanimiva, ravno v tem, ima veliko enih teh načinov, kako prije do tega. Super. To smo zdaj samo malo odprli. Hvala ti, mislim, kar dosti sva, ampak nisva pa vsega, nisva pa vsega, ampak super za okus, kaj to pomeni, kje so naše možnosti, kje lahko še kaj naredimo in olajšamo in olepšamo in osvobodimo ta naša življenja, za katero vsi vemo, da so čudovita, pa včasih bi jih radi še bolj doživeli, bolj neobremenjeno. V bistvu, da transformiramo, da odrivamo svoje rane, ampak da je tako kot Feniksa v ognju, ki se v bistvu transformira v nekaj večjega, v nekaj, kar je v bistvu lažje s tem živeti. Super. Ana, hvala ti, da si bila moja gostja. Hvala lepa. In govorili smo o knjigi Podedovane družinske travme.